Že tukaj Valentin. Govoril bom o prekariatu in prekarskih delavcih. Kaj pomeni beseda prekariat? To je novejši izraz, ki se je uveljavil za opisovanje družbenega sloja ljudi, ki se vse bolj povečuje, in med ta sloj spadajo ljudje, ki imajo negotova delovna mesta, ki delajo samo krajši čas ali opravljajo manjša, krajša dela. Med njimi torej spadajo tako študenti z svojimi občasnimi študentskimi deli, pa tudi odrasli, ki delajo preko podjemnih pogodb ali delo za določen čas ali tudi delo na črno ali na sivo, kakorkoli temu rečemo. Skratka, vse več je ljudi, ki jim ne uspe dobiti neke redne, trajne zaposlitve za nedoločen čas, ampak se morajo prebijati iz enega krajšega dela do drugega. To seveda posamezniku onemogoča neko finančno stabilnost in varnost, ker se moraš stalno boriti za preživetje in iskati novo priložnost za delo. Zakaj se to dogaja in kako lahko te stvari odpraviti? Vse je seveda posledica naših lastnih vrednot in delovanja družbenega in globalnega denarnega sistema, kajti celotni denarni sistem je pod kontrolo določenih elitnih bančnih družin. Banke so vse privatizirane, kljub temu, da so na papirju državne. Gre torej za subtilno ekonomsko in psihološko suženjstvo, ki se izvaja na tem planetu. Kako sedaj te stvari popraviti, sanirati, izboljšati? Potrebno je najprej ozaveščanje javnosti o tem, kako denarni sistem deluje, da se vsi zavedajo, da stvari še zdaleč niso takšne, kot se jih prikazuje v javnih medijih, in da se potem zbere dovolj podpore javnosti za čimprejšnje politične spremembe. Kako torej spremeniti naš družbeni sistem? Sedaj temelji vse skupaj na medsebojnem tekmovanju in bojevanju, kar imenujemo konkurenčnost. Ampak zakaj bi med sabo tekmovali, če pa lahko sodelujemo? Zakaj naj bi zmagal samo tisti, ki je najbolj uspešen, ki je najbolj agresiven, ki je najbolj psihopatski, namesto da bi vsi med sabo sodelovali, se podpirali in si razdeljevali naravne vire enakovredno, enakomerno oziroma pravično. Da to dosežemo, so potrebne spremembe v naših glavah, sprememba naših miselnih in vedenjskih vzorcev. Na
vsakem od nas je torej, da se zamisli nad lastnimi miselnimi in vedenjskimi vzorci, ki jih trenutno dopuščamo, in da jih spreminjamo, da odstranjujemo iz sebe vsa omejujoča prepričanja, zaradi katerih si ne dajemo priložnosti, da bi izkoristili številne potenciale na tem svetu, da bi vsi skupaj lahko živeli v izobilju in blaginji. Glede samega družbenega sistema, kako bi sistem deloval, je že nekaj odličnih predlogov. En predlog je uvedba UTD-ja oziroma univerzalnega temeljnega dohodka, torej določeno rento kot neko vrsto plače od države, ki jo dobi vsak brezpogojno, ne glede na to, kaj dela oziroma tudi če ne dela. Vsi namreč delamo, vsak nekaj počne, tisti, ki ne dela, je praktično mrtev, ampak v naši družbi se ceni samo tisto delo, ki proizvaja dodatno vrednost in ki se lahko nekomu proda. Ogromno pa je prostovoljstva, ogromno koristnega dela, ki pa ni plačano. Obstaja pa še en izboljšan predlog oziroma nadgradnja univerzalnega temeljnega dohodka, ki se imenuje zagotovljeni življenjski dohodek oziroma ZŽD. Ta predlog pa poleg tega, da se samo preusmerijo določeni socialni transferji, predvideva tudi spremembo gospodarske ureditve na ta način, da se nacionalizira določena ključna podjetja, ki zagotavljajo državljanom določene primarne življenjske pogoje. Torej podjetja, kot so oskrba z vodo, ravnanje, upravljanje z gozdovi, pridobivanje energije, cestna infrastruktura, vse to so stvari, ki so v skupno dobro. Te stvari je potrebno upravljati v interesu vseh ljudi. In to bi bila državna podjetja, katerih dobiček bi se potem razdeljeval med vse državljane. Zakaj je to pomembno? Zato, da se odpravi tekmovalnost, konkurenčnost na določenih področjih, zato da ni več podvajanja enake ponudbe z namenom, da bi se samo ustvarjala čim nižja cena proizvodov, ker to potem hromi kvaliteto družbe. Kajti hlastanje po samo najnižji ceni pomeni globalizacijo in mednarodno konkurenčnost, torej selitev delovnih mest izven države. Potrebno pa je zagotoviti lokalno pridelavo hrane in drugih stvari, da se zagotovi dostojne življenjske razmere za državljane. V opisu tega videoposnetka vas vabim, da si pogledate povezave do opisa tega predloga zagotovljenega življenjskega dohodka in vas prosim, da ga čim bolj razširite v javnosti, da se čim prej praktično, politično realizira in da se izboljšajo življenjske razmere za ljudi v naši državi.
da se opolnomoči oziroma odpravi ta prekariat in da bomo vsi lahko živeli varna življenja. Hvala za posluh in nasvidenje.